S čim se v tem trenutku ukvarja Desa? Psihično se pripravljam na kadilski zakon. Kot vidite, potem mislim na protikadilski zakon, drugače pa skozi delam. Skozi delam toliko, da niti sama sproti ne vem, kaj delam točen. Boste morda nehali kaditi? Ja, se zna zgoditi, ne. Enkrat že, če ne prej po smrti. Ali mislite, da bi s tem kadilskim zakonom dobili na nek način manj kadilcev, oziroma kako prepričati kadilce, kot so znani igralci in znani kadilci, da na odru ne uprizarjajo gledaliških predstav z cigaretom v ustih, in kako bi potem izgledala predstava, ko bo kadilski zakon prepovedoval, da se kadi na odru? Obžalujem tako dojemanje zakona, ampak zakon dejansko postavlja novo dimenzijo v evropskem prostoru. Gre za to, da izenačujemo državljane med seboj in izenačujemo delovna mesta državljanov v Evropski uniji in upam tudi v Sloveniji. To pomeni, da tam, kjer so pač ljudje zaposleni, jim omogočimo enake delovne pogoje. Vse to, kar ste našteli, so seveda v nekem smislu tudi posledice zakona, kot tudi posledice zakona o omejevanju hitrosti, zakona o omejevanju alkohola. Seveda je pač potrebno pri samem zakonu pogledati vse dimenzije in morebitne izjeme tega zakona, ne samo kot današnja predstava, in tudi nekaj drugih posebnih primerov je, ki jih v evropskem prostoru so, naprimer na Škotskem so, naj povem, recimo za tiste, ki so pod prisilo zdravljeni, omogočili, da jim je omogočeno kaditi tudi v javnih prostorih, recimo v bolnišnici. Skratka, zakon pokaže svojo posebno dimenzijo s tem, da izenačuje državljane na delovnem mestu, obenem pa v vsakem primeru zakoni morajo izpostavljati tudi tiste robne manjše skupine ljudi. No, ampak jaz sem vas vprašal bolj v tem smislu, kako boste gledali predstavo, v kateri drugače zdaj kadijo, in med predstavo, in kako bojo v bodoče s tem zakonom igralci kadili, ali bojo sankcionirani? Skratka, sodim med zelo tolerantni ljudi in pač bi sem sprejel in se nekako tudi uživel v ambient same predstave. Še jaz nekaj povem. Prej, ko smo se pogovarjali in sem rekla, da se borim proti kadilskemu zakonu, ne? Borim se tudi proti alkoholnemu zakonu. In sem odločna proti temu, da se neha alkohol točiti ob 10. uri. Odločno. In se bom do smrti borila, s konjem bom parjahala na parlament. Temu mnenju se jaz pridružujem, tako da zdaj grem takoj za šank enega popiti.